Dobro večer vsem še enkrat. Najprej se opravičujem za zamudo zaradi nekih tehničnih zadev oziroma povezanih s snemanjem, tako da bomo zdaj kar začeli. Dobrodošli na predstavitvi prevoda Adornovega uvoda v sociologijo, ki mogoče zaseda nekoliko manj znano mesto v celotnem Adornovem opusu, sploh ob boku recimo estetski teoriji, minimi morali, negativni dialektiki razsvetljenstva in drugim velikim Adornovim delom, ampak hkrati je pa vse prej kot nepomembno. Se pravi, gre za transkripcije zadnjih Adornovih predavanj oziroma zadnjega semestra predavanj, ki ga je imel na Inštitutu za družbena raziskovanja v Frankfurtu in ki hkrati predstavlja neke vrste uvod v retroaktivno branje Adornovega teoretskega opusa kot celote. Se pravi, sem sam v svoji spremni besedi uvod v sociologijo poimenoval minima negativna dialektika. Se pravi, v teh predavanjih se Adorno ukvarja s svojimi značilnimi poznimi temami, kot so recimo Marksova teorija vrednosti in fetišizma in kritika pozitivizma v družbenih vedah in nasploh. Hkrati pa knjiga vsebuje tudi zelo natančna kritična branja socioloških klasikov in zelo veliko zelo lucidnih opomb o študiju sociologije, v sociologiji kot vedi o tem, kako delati sociologijo tako v zvezi, tako na neki splošni epistemološki ravni, kot na ravni recimo bolj konkretnega empiričnega raziskovanja. Tako da recimo ima neko splošno teoretsko vrednost, neko specifično vrednost kot dejansko uvod v sociologijo, verjetno najboljši. Se pravi, študenti sociologije predvidevam, da se bodo po tej knjigi zelo težko vrnili k Haralambousu ali pa Franetu Adamu in kot uvod v Adornovo delo kot celoto ali pa uvod v Adorna. Zdaj, toliko mogoče o sami knjigi. Zdaj, današnji dogodek ali pa današnji večer bo organiziran tako, da bomo najprej vsi trije prisotni predstavili krajše prispevke, recimo okrog 20 minut vsak. Nato bo sledila vprašanja iz publike oziroma razprava, mogoče tudi med nami, hkrati pa saj upamo med nami in vami. In na koncu, če bo ostalo še kaj časa in energije, še kratek film z naslovom Adornova sila, ki se ukvarja tudi z nekaterimi biografskimi podrobnostmi iz konca Adornovega življenja, med drugim s prstnim atentatom, za katerega verjetno veste, precej znana epizoda ali pa anekdota iz zadnjih recimo Adornovih predavanj in pa tudi z samo Adornovo predavalnico, z njeno usodo po Adornu in tako naprej. Zanimiv film, tudi kratek, 14 minut dolg, tako da verjetno nam bo ostal čas in energija tudi za film. Zdaj pa, če predstavim nastopajoče kar v redu, v vrstnem redu, kot bomo nastopili. Začel bo Rok Benčin, filozof in raziskovalec Filozofskega inštituta ZRC SAZU, ki bo govoril o Adornovi estetiki oziroma o Adornovi estetski teoriji in mogoče bo poskušal tudi, ne moramo garantirati za uspeh, preveriti tudi njeno aktualnost. Potem drugi bo nastopil sam Primož Krašovec z oddelka za sociologijo Filozofske fakultete. Tudi jaz bom brez garancij uspeha poskušal preveriti aktualnost Adornove teorije propagande in na koncu še Jože Vogrinc, prav tako z oddelka za sociologijo Filozofske fakultete, ki pa bo govoril o recepciji Adorna v kulturnih študijah oziroma kulturologiji. Tako da zdaj pa kar predajam besedo Roku. Hvala, Primož. Torej, kot je rekel Primož, ne bi danes razpravljali o aktualnosti Adorna danes, pri čemer pa sam naslov dogodka ugotavlja, da ta aktualnost ni nekaj, kar bi bilo samo po sebi umevno. Torej, če ni napačen Adorno, je pa napačen naš čas. Zdaj, Primož v svoji spremni besedi k uvodu v sociologijo in verjetno tudi danes zelo dobro razmišlja o tem, da Adornove teorije boljš kot pa kakšne novejše teorije uspejo pojasniti nekatere pomembne družbene pojave danes.
In od tod izhaja neka moja zadrega, ki sem jo prej omenil Primožu, ko sem se poskušal še samo vprašati, ali je Adornova estetska teorija tudi danes aktualna oziroma kaj ne bi to vprašanje sploh pomenilo. Zdaj, če si probam na isti način zastaviti to vprašanje, v smislu, ali Adornova estetska teorija bolje kot kakšne novejše estetske teorije pojasni današnje pojave na področju umetnosti, je zelo verjetno, da takšna zastavitev vprašanja vodi k preprostemu odgovoru ne. Zdaj, estetika je, ne pri čemer, da ne bo pomote, sam nikakor ne dvomim o tem, da je aktualna. Estetika je recimo med filozofskimi disciplinami, če je še filozofska disciplina, ker marsikdaj se estetiki že tretirajo kot neka samostojna veda, ampak še vedno je zelo vezana na filozofijo. Torej, hočem reči, da v estetiki bolj kot v drugih filozofskih disciplinah se teorije hitro menjajo, zelo velike nekih teoretskih inovacij, nekaj, kar je danes v courant, bo že jutri lahko passé in tako naprej. Pri čemer je še posebna vrednota, da estetik kar najbližje sledi sodobni umetniški produkciji, ki je seveda zelo raznovrstna. Zdaj, za Adorna kot estetika pa velja, prvič, da je zagrižen modernist, zaradi česar naprimer napada Lukáča, po drugi strani pa je tudi mislec estetske distance, zaradi česar je tudi skeptičen do Brehta, če tako omenim še dva druga pomembna marksistična estetika. No, ampak če pogledamo danes, seveda ne samo modernizem, ampak mislim, že postmodernizem je že zdavnaj passé. Poleg tega pa imamo celo vrsto umetniških praks, ki se definira ravno s tem, da prekoračuje estetsko distanco, torej, da je že neke vrste družbena intervencija, kar je seveda tudi obširno teoretiziran. Adorno nekje pravi, da je bil Hegel zadnji filozof, ki je lahko napisal celo estetiko, da bi karkoli vedel o umetnosti. Ampak zdaj, če pogledamo, kaj pa sam Adorno počne, Adorno sicer sledi novejši umetniški produkciji, ampak ne toliko zato, da bi nekako katalogiziral njeno raznovrstnost ali pa teoretiziral njene najsodobnejše, najnaprednejše oblike, ampak da bi jo tako rekoč v realnem času kanoniziral. V tem smislu je Adorno tudi estetik razmejitvene črte. Naprimer, Schoenberg je tisto, kar je v sodobni glasbi progresivno, Stravinski pa tisto, kar je regresivno in tako naprej. In k temu je treba dodati še razmejitve, ki izhajajo iz tega, kar narekujejo neki zgodovinski prelomi. Druga stvar, po kateri smo si nekako v kolektivnem spominu zapomnili Adorna, je izjava, da poezija po Auschwitzu ni več mogoča. Zdaj, torej Adorno, vsaj kar se tiče tistih izpeljav, ki so se najbolj ohranile v neki splošni zavesti, se torej sprašuje, katera umetnost je danes na ravni svojega načelnega neobstoja. Torej, kaj je pravilna umetnost v splošni napačnosti, če malo poenostavim. In seveda, če na ta način zastavimo problem, potem nam v rokah ostane samo en majhen kupček umetniških del, ki so na tej ravni, torej, ki tvorijo nekako Adornov umetniški kanon, na podlagi katerega pa razvija neko splošno estetsko teorijo. In to je recimo na splošno, bi rekel, tudi nekako zelo pogosta metoda neke resnično filozofske estetike, in kar je recimo loč od umetnostne zgodovine, pa tudi od umetniške kritike, in sicer to, da pač vzameš res nek omejen kanon del, na podlagi katerega razviješ, kaj sploh je umetnost. In zdaj, če na ta način razviješ nek splošen pojem umetnosti, potem ti to seveda tudi omogoča ugotavljati, kaj je oziroma predvsem kaj ni na ravni tega pojma in pa tudi na ravni nepovratnega zgodovinskega preloma, kakršen je Auschwitz Adorna. Zdaj, sama knjiga Estetska teorija je Adorno veliko nedokončano delo, ki pravzaprav obstaja v obliki, enih 500 strani nerazčlenjenega tekstovnega bloka, ki so ga nekako za silo razčlenili in uredili šele posthumno, mislim, da njegova žena, če se ne motim, predvsem. In zdaj, kako se soočiti s takšnim tekstom, ki večinoma ostaja na neki strogo splošni teoretski ravni, brez velikih primerov, o tem mogoče priča izkušnja angleškega oziroma ameriškega prevajalca, ki v nekem kratkem odstavku na začetku knjige pravi, mislim, ta translator's note, ali kako je, pravi, ni znano, da bi Job delal na prevodu, ampak samo o tem sploh ne bi dvomil. In pravi, da prednje končno spet v prevez ga je doletela bolezen, brezposelnost in celo potres in tako naprej.
Torej, zdaj nisem strokovnjak in mogoče me kdo iz publike lahko popravi, ampak nekako imam občutek, da Adorno ni nekdo, ki bi v zelo veliki meri cirkuliral nekako v diskurzu umetnikov in kritikov danes. Pa s tem nočem sugerirati, recimo, da bi bil zdaj Adorno prezapleten za takšen diskurs. Nikakor, kar hočem reči, kar je mogoče res, je to, da sama ta neka sistematična oblika estetske teorije nekako otežuje, da bi jo nekako odprli kot neko škatlo konceptov, iz katerega bi si lahko sposodili, karkoli nam pač pride prav za nek specifičen projekt. V tem smislu so precej lažje, to se da precej lažje delati s kakšnimi drugimi kompliciranimi in debelimi filozofskimi knjigami, naprimer z Deleuzeovimi, ki je najbrž bolj aktualen v tem smislu in bolj prisoten v tem nekem diskurzu umetniškem danes. Poleg tega Adorno ni nekdo, ki bi nekako sprot produciral koncepte, ampak pravzaprav vzame neke zelo tradicionalne koncepte, naprimer lepota, ki pa jih seveda obdela na svoj negativno dialektičen način. Zdaj, glede na predstavljeno knjigo in pa mojo družbo, tlele moram opozoriti, da v slovenskem prevodu obstaja tudi Adornova knjiga Uvod v sociologijo glasbe. Torej, Adorno nisem filozof umetnosti, ampak je tudi sociolog umetnosti. Zdaj, jaz se bom tukaj omejil predvsem na pač estetsko teorijo, ki je filozofsko delo v glavnem, čeprav seveda pred Adorno ne moramo čisto ločiti nikoli med sociologijo in filozofijo. In zdaj, če nekako presekam in suspendiram ta problem aktualnosti, Adorno kot filozof, mislim, filozofi se še vedno vsakodnevno ukvarjajo s Platonom in Aristotelom in tako naprej, tako da za filozofa problem tega ali nekaj aktualno v bistvu redko nastopi oziroma ga ni težko rešiti. Torej, zaenkrat bi to vprašanje pustil odprto, kaj pravzaprav pomeni, da je neka estetska teorija aktualna, in bi se spustil mogoče samo par nekih vsebinskih poudarkov iz estetske teorije. In mogoče bi začel tako, da najprej rahlo omajam nek mit, tako rekoč o Adorno estetiku, torej tisto, kar smo si nekako najbolj zapomnili. Zdaj, Adorno ponavadi zelo rad, mislim, pogosto citira svoje lastne aforizme, ampak trditve, da poezija po Auschwitzu ni več mogoča, recimo tega ne ponovi v estetski teoriji. Omeni pa to v Negativni dialektiki, ki je druga velika knjiga, ki pa jo je uspel dokončati pred smrtjo, in tam pravi, da se je s to trditvijo prenaglil. In pač v Negativni dialektiki pravi, da je potreba po tem, da trpljenju damo glas, je pogoj vse resnice. In recimo poezija je lahko neka izrazna oblika tega trpljenja in bi bilo zato nesmiselno na ta način prepovedati. To pa ima implikacije tudi za nek drug mit, ta o strogosti Adornove razmejitvene črte, kar sem prej omenil. In sicer, kar pa omenil v estetski teoriji je, da kar nam v končni fazi pokaže Auschwitz, je to, da je pravzaprav vsa umetnost sporna že samim svojim obstojem. Torej ne samo Stravinski, ampak vsa umetnost od A do Ž. Hkrati pa najdemo v estetski teoriji tudi nasprotno tezo, ki je s to prvo seveda nekako dialektično povezana, in sicer, da je vsa umetnost že samim svojim obstojem subverzivna, ne glede na to, kakšna konkretno je. Torej, hkrati je vsa umetnost subverzivna in vsa umetnost ideološka. Zakaj? Torej, umetnost je pač stvar videza, ki ne glede na svojo vsebino nekako zaslepljuje za resnično trpljenje ali pa za probleme realnosti. Po drugi strani pa je ta videz nekako edino, kar se postavlja nasproti realnosti, ki pa je povsem totalizirana. In tukaj najdemo nek odmev Adornove kritike pozitivizma, o kateri lahko beremo v tem uvodu. Torej, če se spomnimo na Greenbergovo tezo, ki je rekel, da je umetnost danes samo še ali kič ali avangarda, je na nek način za Adorna vsa umetnost tako kič kot avangarda. In zdaj še ena opomba pod črto, ki mogoče v tej zasedbi niti ni zares potrebna, ampak še en mit o Adornu je, in sicer ta njegova slovita izjava, da je celota neresnično, kar se v določenih krogih nekako prehitro zreducira na neko kritiko totalitarizma, tako v teoriji kot v politiki. Ampak, kot je recimo jasno iz uvoda v sociologijo, eksplicitno reče, pač totaliteta je resnična v tem smislu, da tvori našo realnost, torej živimo v totaliteti, to je problem. In pač
totalizacija, identifikacija in kar so še za Adorna te pojmi na črni listi, pač ni nekaj, kar bi bilo možno odpraviti v neki demokratični družbi, ampak je neposredna posledica kapitalizma. Ne? Torej zdaj, če bi probali estetsko teorijo povzeti z enim samim kratkim citatom, bi bil to verjetno tale. Ne? Torej, estetska identiteta naj podpira tisto neidentično, ki ga zatira vsiljevanje identitete v realnosti. Ne? Torej, če je realnost tisto, kar totalizira, identificira in tako naprej, potem je umetnost tista, ki ponuja vsaj videz nečesa več, nečesa drugega, ne? V dobrem in v slabem, kar to implicira. Ampak pri tem je treba opozoriti, da vsekakor po Adornu umetnost ni nekaj, kar bi enostavno padlo z neba in bi po nekem notranjem bistvu kazalo na nekaj več. Ne? Zdaj, umetnost je po Adornu kot vse drugo družbeno dejstvo. Ne? Sama avtonomija umetnosti, ne, ki jo Adorno priznava, Adorno razume kot zgodovinski in razredni pojav, torej povezan s prevlado meščanske družbe in neko težnjo po dominaciji in izkoriščanju narave in tako naprej. Torej, umetnosti gre prav tako za identiteto, ne, če pozorno pogledamo ta stavek, ampak kot zgodovinski razredno določen proizvod je hkrati zmožna tudi sproducirati učinek, ki je subverziven glede na poreklo te avtonomije. Ne. Torej, učinek, da se nekaj neidentičnega, kar je iz realnosti izključeno, ne, torej nekaj neobstoječega, vseeno v neki obliki pojavlja. Torej, estetska identiteta torej proizvede učinek distance do realnosti, ki jo je proizvedla in katere del je. Ampak Adorno razume to distanco umetnosti od sveta nekoliko drugače, kot jo recimo spontano razumemo. Torej, če je tradicionalna metafora za to distanco slonokoščeni stolp, pa si Adorno izmisli novo metaforo za to, ki si jo sposod od Leibnica. Ne? Torej, umetniško delo ni slonokoščeni stolp, ampak monada brez oken. Torej, monada je brez oken zato, ker je nekako zaprta pred svetom, odmaknjena od njega, ampak je v njej vseeno mogoče razbrati neko skrito harmonijo, ki povezuje svet. Ne? Tako je to pri Leibnicu. Ampak Adorno seveda nekoliko pervertira ta Leibnicov koncept. Ne? Torej, moderno umetniško delo je kot monada odmaknjeno od sveta, ne? Ga ne odraža ali pa reprezentira, ne? Zato pa ravno kot zaprta od sveta izraža neko njegovo skrito resnico, ne, ki pa ni resnica neke božje harmonije, ampak ravno neke družbeno določene disharmonije, ne, nekega družbenega antagonizma. In s tem pridemo še do drugega citata, ki bi ga želel omeniti, in sicer naslednjega. Nerešeni antagonizmi realnosti se vračajo v umetninah kot imanentni problemi njihove oblike, forme. Ne. Torej, v umetniškem delu ni treba posnemati sveta, nam vsebinsko govoriti o njem, ampak sama njegovo formo določa nerazrešeni družbeni antagonizem. In zdaj, če to vzamemo resno, to implicira določene hermenevtične implikacije. Ne? Torej, kaj je pravzaprav neko adornovsko branje umetniškega dela ali pa nek adornovski princip umetniške kritike. Zdaj, Adorno tudi pravi, da so najboljša dela resnična prav kot izraz, ne umetniška dela, resnična prav kot izraz zavesti, ki je v sebi lažna, ne, in da je umetnost zvesta svoji obljubi ravno s tem, da jo prelamlja, ne pa da kaže neke dozdevke uresničitve, ki so v napačnem svetu pač lažni. Torej, pri kritiki ne gre za to, da bi iskali neke reprezentacije, neke resnične, utopične vsebine, ampak prav, da beremo lažnost forme, v katero so vpisani družbeni antagonizmi. In zdaj za Adorna so najbolj politična ravno tista dela, ki niso politična po svoji intenciji ali pa po svoji vsebini. Ne? In z tega vidika lahko dostikrat slišimo kritiko, da Adornova estetika ni več aktualna, zato ker to vrstna modernistična dela, ki so Adornov ideal, danes niso več subverzivna, ampak so povsem inkorporirana v pač sistem in pač ne povzročajo več nekih kakršnikoli škandalov ali pa karkoli takega. Ampak jaz ne bi šel v to smer, ampak se mi zdi, da moramo Adorna brati predvsem tako, da mogoče koncept subverzivnosti sploh ni najboljši koncept za presojanje političnih implikacij umetniških del. Ne, recimo, subverzija je nekaj, kar je umetnost recimo dovršila že več kot 100 let nazaj in ko je bilo v bistvu subvertirano že vse, kar si lahko zamislimo.
Zdaj, to seveda ne pomeni, družba še vedno seveda producira razne moralizme in common sense, ki jih je še vedno mogoče in tudi včasih nujno subvertirati. Ne, ampak če res hočemo analizirati, kako je v umetniško formo vpisan družbeni antagonizem, potem se načeloma po moje nima smisla nekako prerekati, katera umetnost je zdaj bolj subverzivna od druge ali kaj takega. Sploh, ker je subverzivnost nekaj, kar se zelo hitro inkorporira v sam sistem, ki naj bi ga subvertiral. Zdaj, pogosto je tudi recimo pisanje, ki gleda, kako so v umetniških delih reprezentirane določene skupine. Ne? Naprimer, ali lahko v neki TV seriji najdemo močne, neodvisne ženske like, ali recimo zombiji v nekem filmu predstavljajo delavski razred, ali pa zgolj neke potrošnike, ne, kar bi pa že predstavljalo neko umiljeno liberalno družbeno kritiko, kar lahko kritiziramo z marksističnega stališča in tako naprej. Ne. Zdaj, seveda, taka branja umetniških del so lahko sama po sebi zelo dobra in koristna, ampak spet tukaj gledamo resničnost vsebine, ne pa lažnost forme. Ne. In z tega vidika lahko pri Adornu najdemo nek korak naprej v tem, kaj pravzaprav pomeni političnost umetnosti. Ampak tega Adornovega formalizma ne smemo razumeti kot nekaj hladnega in odtujenega, ker pri Adornu, in to bi moj zadnji poudarek, obstaja tudi povezava med formo dela in pa neke vrste občutjem ali pa afektom. Sicer to je nek zadržan afekt, ampak vseeno. Torej, rekel sem že, da Adorno reče, da je glas trpljenja pogoj vse resnice, ne? In v estetski teoriji najdemo tudi neko mesto, kjer Adorno govori o melanholiji forme. Ne? Skratka, umetnik mora v bistvu formalizirati čutno, ne? Nekaj usili čutnemu, mora nekaj odrezati stran, veliko stvari odpade, da lahko sintetiziramo neko zaprto formo umetniškega dela. Skratka, moramo žrtvovati nek čutni material in tudi ta melanholija, pa hkrati tudi nasilje umetniškega dela, ki nekako po Adornu reproducira nek splošni družbeni mehanizem dominacije. Ne? Ampak po drugi strani je pa ravno ta formalizacija pogoj za to, da umetnost ohranja to, kar Adorno prevzema od Stendhala, in sicer to, čemu pravi obljuba sreče, ne, promesse de bonheur. Torej, tukaj spet najdemo nek ta afekt, kot sem rekel, ne, ampak kot sem tudi že poudaril, pač umetnost lahko to obljubo sreče drži, je zvesta samo na ta način, da jo prelamlja. Ne? Torej ne, da vsebinsko kaže neke srečne stvari ali pa tisto, kar naj bi bilo družbeno pravilno, ne? Ampak da ravno kaže neke forme lažnosti, ki izhajajo iz družbe. Ne? To bi bilo vse. Prav, predajam besedo tudi sebi. Zdaj tudi jaz bom govoril o temi, ki ni neposredno vzeta iz knjige, kar je povezan tudi samo z osnovo dogodka, tako da sam namen tega večera niti ni toliko, da bi obnavljali vsebino knjige, bolj da vam damo nekaj razlogov, zakaj brati Adorna na splošno in to knjigo. Tako da je pa povezana tema, o kateri bom govoril, z aktualnostjo knjige na več ravneh, se pravi tako na politični kot kulturni kot teoretski, in predstavljam neke vrste nadaljevanje tistega, o čemer sem pisal tudi v spremni besedi k tej knjigi. Se pravi, zadnji del spremne besede, recimo tukaj se bom dotaknil te knjige in potem nadaljeval. Zadnji del te spremne besede je o aktualnosti Adornove kritike pozitivizma, glede na razvoj nečesa, kar se v slovenščini mogoče malo neposrečeno imenuje veliko podatkovje, ali pa v originalu v angleščini big data, in tehnologiji elektronskega ali pa računalniškega nadzora. Se pravi, trenutek, to je s tem končam svojo spremno besedo, zgodovinski trenutek, ko pozitivizem, za razliko od Adornovega časa, ni več problem subjektivne drže ali pa recimo problematične, kritike vredne subjektivne drže, recimo raziskovalcev
znanstvenikov, epistemologov ali pa tudi novinarjev ali pa pravnikov, ampak postane pozitivizem del samega ustroja tehnologij nadzora na način konkretno elektronskega zbiranja podatkov, ki predstavljajo zgolj empirične odtise ali pa posnetke in potem čisto avtomatiziranega iskanja površinskih korelacij med temi empiričnimi odtisi ali pa posnetki, se pravi čisto površinskih empiričnih korelacij, kjer izgine, kar je tudi nekako poanta Adornove kritike pozitivizma, recimo v filozofiji, sociologiji in tako naprej, kjer izgine sama kauzalnost, se pravi ni kauzalnih procesov, ki povzročajo, da so empirična dejstva takšna, kot so, ampak zgolj iskanje ali pa vzpostavljanje korelacij, povezav med čist na ravni empirične površine, med temi empiričnimi dejstvi, se pravi, ni tudi iskanje tega, kar v ključnih poglavjih te knjige Adorno imenuje družbeno bistvo ali pa ni nobenega iz klasičnega filozofskega iskanja razmerja med bistvom in pojavom. In v tem smislu se mi zdi Adornova kritika pozitivizma ne samo aktualna, ampak mogoče še bolj aktualna, kot je bila v Adornovem času samem, ravno zato, ker ne gre več za, kot sem že omenil, problem subjektivne drže tega ali pa one osebe, ampak gre za sam način, kako današnje tehnologije varnosti elektronskega nadzora ali pa recimo malo manj, ko bi rekel patetično rečeno, tudi marketinga, tako političnega kot ekonomskega, danes delujejo in pri tem so spet za razliko od recimo filozofov, kot so Karl Popper in drugih, ki jih je Adorno kritiziral med drugim tudi v tej knjigi, ampak še v nekaterih drugih epistemoloških tekstih so tehnologije nadzora dejansko učinkovite ali pa imajo realne družbene, politične in kulturne učinke. Se pravi, tukaj spet ne gre za razliko čisto filozofske kritike, neke filozofske drže ali pa teorije, ne gre za problem napačne percepcije, ampak gre za sam način delovanja tega, kar nekateri raziskovalci imenujejo kar algoritemska vladnost, se pravi sama politična racionalnost recimo 21. stoletja, ki je pomembno tehnološko oziroma elektronsko posredovana. Tako da tudi tukaj recimo za razliko, kar se tiče pozitivizma, za razliko od Adornovega časa, mislim, da ne moramo govoriti o pozitivizmu kot ideologiji ali pa zgolj kot ideologiji, kot nekemu sistemu napačnih ali pa problematičnih predstav, idej, miselnih sistemov, ampak o pozitivizmu kot realno, družbeno, kulturno, politično učinkujoči tehnologiji, kar ima spet čisto drugačne implikacije za družbeno kritiko, kritično teorijo. Se pravi, na tej točki sem končal s predno besedo in bi rad nadaljeval danes. Se pravi, nadaljevanje je potem, saj zdelo se mi je nekako logično nadaljevanje, vprašati se tudi o Adornovi teoriji propagande, spet v povezavi s tem, spet v povezavi s primerjavo med zgodovinskima trenutkoma, recimo, ko se Adorno v 30. in 40. letih 20. stoletja ukvarja predvsem s fašistično propagando in z današnjim zgodovinskim trenutkom, ko mogoče propaganda deluje na drugačen način, ampak spet predstavlja izjemno aktualen problem, posebej s tem, kar se ponavadi imenuje lažne novice ali pa fake news, vzponom nove desnice ali pa ekstremne desnice ali pa celo nekateri temu rečejo ponovni vzpon ali pa renesansa fašizma. Se pravi, zdi se mi, da je preverjanje aktualnosti Adornove teorije propagande povezano tudi z vprašanjem delovanja današnjih elektronskih tehnologij nadzora. Se pravi, tako da svoje začetno vprašanje bi postavil na način, ali tudi te tehnologije nadzora temeljijo na propagandi oziroma lahko glede na to, koliko se je tehnološko, kulturno
in družbeno spremenilo, recimo v zadnjih 70-ih, 80-ih letih, ki so minila od Adornovih klasičnih spisov o propagandi, ali se je toliko spremenilo, da recimo kakšen klasičen koncept propagande sploh ni več veljaven. Zdaj, mogoče na prvi pogled se zdi, da je tako, še posebej, ker so bile klasične propagandne tehnike, še posebej fašistične, s katerimi se je največ ukvarjal Adorno, so bile glasovne. Se pravi, fašistična propaganda je predvsem temeljila na govorih, se pravi teh govorih na množičnih zborovanjih, potem na radijskih govorih oziroma na delovanju radijskega glasu, se pravi te znani Goebbelsovi radijski govori in sama uporaba radija, pa ne samo radija, ampak recimo tudi uličnih zvočnikov za predvajanje fašistične propagande. Zdaj, recimo, tukaj bi bila saj na prvi pogled očitna razlika med tedanjo in današnjo propagando ali pa propagando v narekovajih, če sploh še lahko imenujemo tako, ker je ta danes, pa ne samo danes, recimo v celotnem obdobju, približno od 50-ih let 20. stoletja naprej, pretežno vizualna oziroma v čedalje večji meri vizualna, se pravi, vizualni elementi izpodrivajo glasovne ali pa nasplošno jezikovne. Zdaj, zvok tudi v novih oblikah propagande sicer ni nepomemben, ampak sam glas ali pa jezik izgubi na pomenu, se pravi bolj, ali pa saj enako pomemben je jingle ali pa melodija, recimo s tem se je v raziskovanju oglaševanja ukvarjal tudi Adorno, se pravi neka recimo catchy melodija pri samem oglasu je vsaj toliko pomembna, kot recimo diskurzivna vsebina oglasa in mislim, da to velja že vsaj od 50-ih let 20. stoletja naprej, medtem kaj čedalje manj pomemben je sam glas ali pa govor na način čistega govorjenja. Recimo to izkušamo vsi, ki delamo v predavalnicah, ko ljudje potrebujejo vizualne stimulanse povprečno po 15-20 minutah izpostavljanja govoru, se pravi, absolutno ne obstaja tudi na ravni občinstva ali pa, kako bi rekel, družbeno prevladujoče ali pa kulturno prevladujoče oblike percepcije, ni več tiste koncentracije ali pa celo zamaknjenosti, kot je obstajala na začetku ali pa v prvi polovici 20. stoletja, ko so ljudje dejansko si želeli poslušati govore. Danes, če kdo posluša govor, ga posluša zato, ker drugače ne more pristopiti k izpitu, drugače pa ljudje zelo neradi poslušajo govore, ampak hkrati ogromno spremljamo recimo vizualne, zvočne, glasbene in druge vsebine, tako da mogoče čisto na tej točki nekega, ko bi rekel, vsakdanjega sociološkega opažanja bi bila ta razlika med delovanjem propagande v času fašizma in danes precej očitna in precej drastična, oziroma bi lahko čisto po tem kriteriju fašistično propagando razumeli kot recimo vrh, ampak hkrati zadnje dejanje, recimo glasovno, diskurzivno ali pa govorno baziranih propagandnih tehnik, ampak vseeno Adorno in naravno zato me Adorno vedno znova preseneča, pa se rad vračam tako k temu tekstu kot njegovim recimo kakšnim drugim zapisom, se pravi ne glede na temo, ampak tudi glede te teme Adorno spet preseneti, recimo sicer večinoma v svojih spisih o propagandi analizira govore fašističnih politikov ali pa tudi uličnih agitatorjev, prepričevalcev, ampak recimo že v svojih klasičnih študijah fašistične propagande opazi njeno odmikanje od nečesa, kar imenuje diskurzivna forma propagande. Se pravi, čeprav recimo saj na prvi pogled ali pa je prva asociacija, če nekdo omeni Hitlerja ali pa Goebbelsa, je radio politični govori, ampak če tudi fašistična propaganda uporablja glas oziroma govor, ga saj pa Adorno uporablja na nediskurziven način, se pravi, deluje podobno in Adorno potem hitro vzpostavi, se mi zdi še danes relevantne analogije med fašistično propagando in recimo ameriškim tipom oglaševanja. Se pravi, v fašistični govori so polni recimo formul ali pa ritualnih zaklinjanj, se pravi, sestavljeni so iz zelo mejhnega nabora
glasovnih sredstev, ki hkrati delujejo zvočno ali pa kot signali ali pa hkrati delujejo kot signali in kot govor. In to misli Adorno, ko piše o odmikanju fašističnih govorov od diskurzivne forme, se pravi tudi odmikanje od diskurzivne forme argumentacije, navajanja ciljev ali pa razlogov k namigom, govoricam ali pa recimo temu značilnemu ponavljanju, ki ga je toliko recimo v klasični fašistični propagandi, da beseda, tako kot recimo, če preveč sklanjamo ali pa če ponavljamo eno in isto besedo, dejansko izgubi svoj diskurzivni pomen in deluje kot goli zvok ali pa kot signal, recimo preddiskurzivni ali pa jezikovni zvok. In recimo tudi te namigi in govorice niso, kako bi rekel, sveži trači v fašistični propagandi, ampak imajo izjemno, se ne nanaša na aktualne dogodke, ampak ima izjemno repetitivno, ritualizirano obliko. Se pravi, se Adorno nekje navaja, ne spomnim se iz glave točnega števila, ampak je presenetljivo majhno, recimo število stereotipov o Židih, o njihovem finančnem početju, recimo o njihovem promiskuitetnem zasebnem življenju in tako naprej, o njihovem pomanjkanju kontrole in zadržanosti in tako naprej, recimo med 4 in 6 recimo teh stereotipnih govoric se ves čas ponavlja, ampak recimo, če strnem v fašistični propagandi govor bolj kot sistem izjav, ki bi jih morali logično recimo razumeti, iz njih razbrati neko argumentacijo, deluje govor kot nediskurzivno ali pa saj napol diskurzivni propagandni instrument, se pravi, ne gre za recimo v tej klasični formulaciji, ki pa spet Adorno zanimivo zakomplicira, ampak recimo za začetek ne gre za racionalno argumentacijo, temveč za iracionalno vzbujanje sovraštva, tesnobe ali pa igranje z že obstoječim sovraštvom in tesnobo. Zdaj, danes lahko rečemo, ali pa če se osredotočimo na ta moment, ali pa če uporabljamo ta kriterij, potem je fašistična propaganda hkrati recimo vrh in zadnje dejanje propagandnih tehnik, ki so temeljile na govoru in hkrati začetek recimo teh antidiskurzivnih ali pa postdiskurzivnih propagandnih tehnik. In zdaj recimo, če prevrtimo v današnji zgodovinski in kulturni trenutek, lahko zelo hitro opazimo, da je ta antidiskurzivni proces, ki je bil v 30. in 40. letih 20. stoletja še na začetku več ali manj dokončan, se pravi v tem, če sploh lahko še uporabljamo ti dve besedi, če dalje bolj sem zadržan, ampak recimo v današnji ideologiji in propagandi jezik in govor nimata več odločilne vloge, kar ne pomeni, da obstajata več, ampak mislim, da se če dalje bolj premikata v neko obrobno drugotno vlogo in da imajo če dalje večjo vlogo tisto, kar Willem Flusser imenuje tehnopodobe, tudi gibajoče oziroma računalniške animacije, dizajn, tipografija, barve in tako naprej, ali pa barvne kompozicije, kar potem tudi zahteva recimo nekaj čisto druge, kar prvič predstavlja zelo veliko težavo za vse uveljavljene teorije ideologije in kar zahteva tudi nek drugačen način razumevanja, ki ni več branje, niti metaforično, ampak recimo ne bom nadaljeval v tej smeri z nekimi mogoče zasebnimi ali pa privatnimi obsesijami, ampak recimo, če se vrnem k Adornu, zdaj Adornova opaska o nediskurzivnosti fašistične propagande ali pa odmikanju fašistične propagande od diskurzivnih propagandnih tehnik se pokaže za preroško, sploh če upoštevamo, da današnja propaganda v pretežni meri ni več diskurzivna, saj če diskurs razumemo kot komunikacijo med dvema ali več, minimalno dvema, lahko tudi več subjekti s pomočjo uporabe govora kot jezikovne prakse ali pa praktične uporabe jezika, se pravi današnja, recimo tehnološko posredovana propaganda deluje ravno na način vzpostavljanja povezave med po eni strani
suprasubjektivnimi stroji ali pa tehnologijami, se pravi nekaj, kar je nad ravnjo subjekta, se pravi računalniškim hardverom in algoritemskim softverom, ki zbira, obdeluje in vrača v obliki namigov, recimo Amazona, IMDB-ja, Googlea in tako naprej, vrača big data uporabnikov. Se pravi, to je ena stran, ki je suprasubjektivna in druga stran je infrasubjektivna. Se pravi, v tem procesu ne delujemo kot celovite sklenjene osebe, ampak prej kot tisto, kar Deleuze v pripisu k družbam nadzora imenuje individuumi, se pravi raztelešeni ali pa razkosani tokovi podatkov. Se pravi, tista raven, s katero suprasubjektivna tehnološka raven vzpostavlja stik, je po drugi strani infrasubjektivna raven afektov ali pa nezavedna raven afektov. Se pravi, cela ta klasična Althusserjevska problematika, zato imam zadnje čase raje Adorna ali pa več berem Adorna kot Althusserja, ker mislim, da cela klasična Althusserjevska problematika ideologije kot diskurza, ki iz posameznikov v procesu interpelacije dela ali pa producira subjekte, postane, kako bi rekel, čisto objektivno, zgodovinsko, precej irelevantna, tudi če je mogoče veljala za kakšno drugo zgodovinsko obdobje. Ampak recimo tukaj se še vedno gibljam na preveč splošni ravni. Se pravi, zaenkrat smo ugotovili, da so današnje propagandne tehnike in tehnologije večinoma ne diskurzivne ali pa v veliki meri, v pomembni meri ne diskurzivne ali pa postdiskurzivne in da je Adorno nekaj podobnega že v 30-40 letih ugotovil tudi za fašistično propagando, ampak ostaja vprašanje, ali je takšna oziroma vsakršna propaganda, se pravi oblika propagande, ki zapušča recimo neko diskurzivno osnovo ali pa diskurzivno posredovanost, tudi že nujno fašistična. Mislim, da to ne sledi nujno samo iz tega. Mislim, da ni propaganda samo zato, ker je nediskurzivna ali pa ker kaže sledove nediskurzivnosti, že nujno fašistična. Mislim, da je treba vprašanje tega, kaj dela določeno propagandno tehniko, fašistično določati bolj natančno in mislim, da če se poskušam odgovoriti na to vprašanje z druge smeri približati, se pravi smeri vprašanja, kaj fašizem sploh je, te Adornovi klasični spisi o fašizmu vsebujejo tudi nekaj splošnih opazk in uvidov o fašizmu, ki se mi zdijo še vedno aktualni in dragoceni, še posebej zato in tukaj mislim, da je njihova dejanska aktualnost, ker razbija lokalno uveljavljene sheme o razmerju med propagando, delovanjem medijev ali pa recimo specifično novih elektronskih ali pa računalniških medijev in vzponom nove desnice ali pa neofašizma, kakorkoli skrajne desnice, kakorkoli to že imenujemo. Se pravi, če poskušam za začetek skicirati to lokalno uveljavljeno shemo, pa to res ni karikatura, pa navadno se opravičujem ali pa dam disclaimer, zdaj karikiram iz polemičnih razlogov, ampak recimo to, kar bom navedel, je brez kakršnega koli karikiranega izkrivljanja dejansko recimo common sense filozofske fakultete, recimo razprav o novi desnici na filozofski fakulteti in o njenih subkulturah, v njeni orbiti, se pravi zdaj ta skica te sheme povezave med mediji, propagando in novo desnico, ki gre nekako takole, se pravi, mediji s pomočjo fake news, zavajanja, manipulacij delujejo neposredno na čustva, čustva so nekaj slabega in iracionalnega in ljudje izpostavljeni takšni propagandi volijo Trumpa. To je brez karikiranja dejansko ta shema ali pa ta kauzalnost in potem rešitev je povratek k tradicionalni avtoritarni vednosti ali pa k tradicionalnim avtoritetam vednosti. Zdaj bom, ker nimam toliko veliko časa, bom izpostavil samo nekaj najočitnejših ali pa največjih problemov takšne zastavitve. Prvo je to, da vsebuje preveč schematsko, preveč nerealistično delitev na razum na eni in čustva na drugi strani, kot recimo med drugimi
pokaže tudi Norbert Elias v svoji klasični študiji o procesu civiliziranja, ima sama iluzija, da so čustva nekaj primarnega, temačnega, iracionalnega, svojo zgodovino. Se pravi, pokaže tudi, ne bom se spuščal zdaj v povzetek Eliasa, samo nekaj rezultatov njegove pomembne raziskave, pokaže tudi, da čustva niso preostanek čisto biološke predzgodovine civilizacije, se pravi, da jih ne moramo da ne moramo reči, da je razum rezultat kulture, medtem ko so čustva nek čisto živalski ali pa primarni preostanek, ampak da njuna zgodovina poteka hkrati in da je tudi njihovo ločevanje ali pa sama percepcija ali pa ta značilno moderna iluzija, da so čustva nekaj drugega ali pa da spadajo v neko drugo domeno kot razum, da tudi ta iluzija ima svojo zgodovino, ki je povezana pač s čisto modernimi procesi civiliziranja, kar je tudi Eliasova tema, in kot po drugi strani pokaže sodobna neuroznanost, sama delitev na razum in čustva ne vzdrži to čisto empirično nevrološko ali pa čisto empiričnega preverjanja, se pravi kognitivni procesi so vedno hkrati čustveni in razumski ali pa emocionalni in racionalni, možgani nimajo posebnih delov ali pa ločenih procesov ali pa čist kemično-bioloških procedur za čustva in razum. Se pravi, ko govorimo o čustvih in razumu, vedno govorimo o dveh tesno prepletenih in povezanih kognitivnih procesih, nikakor ne more biti izbira ali, recimo izbira ali smo bolj za čustva ali pa smo bolj za razum, kot bi želele sugerirati te lokalno uveljavljene sheme, da bodisi smo razumni in volimo pravilno, bodisi se prepustimo čustvom, postanemo iracionalni in volimo za desnico Trumpa, Janšo, kakorkoli. Zapravo tudi razumsko razmišljanje ima svoj čustveni naboj in po drugi strani so tu čustva racionalna. Se pravi, tudi v primeru delovanja medijev ne moramo preprosto reči, delovanje na čustva je fašizem, medtem ko je delovanje na razum demokracija ali pa nekaj dobrega, za razliko od delovanja na čustva. Se pravi, tudi če naredite recimo čisto enostaven sociološki eksperiment in recimo opazujete reakcije publike, recimo na kakšnem predavanju ali pa kakšnem takem javnem dogodku, recimo na kakšen govor, ki vsebuje strogo, stringentno in konsekventno racionalno argumentacijo, boste takoj videli čustvene reakcije, čustveno napetost ali pa čustveno razsežnost. Niti ni treba imeti teh nevroznanstvenih priprav, dovolj je samo, da opazujete obrazno mimiko. Recimo, ravno na danes že omenjeni filozofski fakulteti je veliko nostalgije po tradicionalnih avtoritetah vednosti in klasičnem meščanskem razumovanju in dovolj je le pogledati obraze publike ob kakšnem recimo zelo klasičnem filozofskem predavanju, recimo s to zelo klasično strukturo, jasno in natančno strukturo argumentacije in vidimo, da je čustveni naboj v sobi ali pa čustvena atmosfera zelo podobna kot recimo v operi ali pa v kakšnih podobnih recimo klasično meščanskih kulturnih ob spremljanju kakšnih klasično meščanskih kulturnih forum, se pravi mešanica ganjenosti in skoraj religiozne ali pa sekularno religiozne zamaknjenosti in dovolj je ta zelo elementaren sociološki preizkus, da se prepričamo, da tudi ob najbolj razumskih situacijah čustva niso odsotna. Se pravi, da nikakor ni vprašanje in to se mi zdi zelo pomembno za razmišljanje o medijih, propagandi, desnici, levici, politiki, kakorkoli že. Vprašanje nikoli ni delovanje na čustva, da ali ne. Se pravi, tudi recimo najresnejši, najrazsodnejši meščan s klobukom na glavi ob kavi, recimo, ki ne bi nikoli pretepal črnca ali pa deportiral Juda, je, ko bere svoj časopis in se racionalno odloča, je to nek čustveno intenziven proces, čustva niso odsotna, tako da vprašanje ni ali delovati na čustva ali ne, recimo v medijskem delovanju, temveč kakšna čustva ali pa kakšna modalnost, emocionalnost in na kakšen način, kakšne intenzivnosti zbujati, kako z njimi
recimo neutralno mišljeno manipulirati in kakšne učinke ima to, ker mislim, da preprosto ni mogoče eliminirati same čustvene razsežnosti. Tako da zdaj, recimo, če postavim glede na ta problem ali pa glede na razrešitev tega problema lokalno uveljavljene sheme v smislu delovanje medijev na čustva je fašizem, delovanje na razum je demokracija. Recimo, če se strinjamo s tem ali pa če sprejmemo, da se čustva ne da eliminirati, potem lahko vprašanje postavim bolj natančno in sicer kakšna so torej, če niso vsa čustva po definiciji fašistična, kakšna so specifično fašistična čustva in zdaj mislim, da sem že precej dolg, tako da bom s tem zaključil. Recimo tukaj se mi zdi še en pomemben namig, Adornov namig iz raziskav avtoritarne osebnosti in antisemitizma, ko poudari spet v nasprotju recimo z nekimi današnjimi stereotipi o fašizmu, kot igranju na neke primordialne, divje, necivilizirane ali pa nekulturne strasti, posebej pri nižjih slojih, ki so recimo manj kultivirani in omikani in tako naprej. Recimo Adorno tudi v svojih raziskavah, čist psiholoških raziskavah avtoritarne osebnosti in učinkov fašistične propagande pokaže, da je tudi fašistična strast, recimo tudi v svojih najbolj nasilnih razsežnostih, vse prej kot neposredovana ali pa primarna, se pravi, da je povsem družbena ali pa kulturna in zgodovinska. In ena pomembna stranska opazka, recimo iz teh Adornovih razprav o antisemitizmu, ki se mi zdi še vedno relevantna in aktualna, je, da kot eno izmed ključnih fašističnih emocionalnih modalnosti izpostavi cinizem, se pravi, tako kot propagandno tehniko, kot recimo čustveno dispozicijo tistih, ki so dojemljivi za fašizem ali pa tistih, ki se udeležujejo fašističnega gibanja, fašističnih akcij, fašističnih ritualov. Cinizem bolj natančno v smislu te, ko bi rekel, resigniranega realizma, v smislu, da si predstavljamo ali pa da sami sebe prepričamo, da poznamo ozadja, različna ozadja, se pravi, da poznamo ozadja politike, da poznamo ozadja tega, kako deluje univerza, da poznamo ozadje malverzacij v zdravstvu in tako naprej. Se pravi, ta, kako bi rekel, neka napol resignirana, napol pa izrazito resentimentalna ali pa divjaška, sovražna drža, kjer po eni strani želimo uničiti celo to korumpirano gmoto ali jo pa prečistiti z nekim ognjem ali pa sveto vojno, po drugi strani pa nekako resigniramo, skomigamo z rameni in po drugi strani ali pa negativna stran tega cinizma je strah pred naivnostjo, se pravi, da ne bi kdo kadarkoli pomislil, da v nekaj iskreno verjamemo ali pa da smo nad nečim dejansko navdušeni ali pa da smo nad čem entuzijastični, za nekaj res zagreti ali pa da nas nekaj res drži. Se pravi, cinično poznavalstvo in naveličanost na eni strani in sovraštvo do navdušenja, veselja ali pa entuzijazma na drugi strani, ampak jo pa lahko v različnih odmerkih ali pa razširjeno najdemo povsod, se pravi, tako v kulturi, tako v intelektualnih tolpah ali pa intelektualnih miljejih, kot mogoče še posebej v političnih tolpah oziroma v političnih organizacijah. Se pravi, ta disclaimer zato, ker se nočem reči, da je fašizem povsod ali pa da je vse fašizem, ampak da je mogoče sama ali pa da lahko si s to Adornovo opazko pomagamo recimo pri spoznanju, da je sama oznaka fašizem mogoče nenatančna, da je mogoče tisto, kar danes imenujemo fašizem, več različnih psihosocialnih procesov, izmed katerih je cinizem ali pa ta recimo okužba, viralna okužba s cinizmom, samo eden in da se je mogoče teh več, da je mogoče napaka današnjih analiz fašizma in fašistične propagande ravno to, da teh več procesov poveže, ki so se v 30 letih pač v neki specifični zgodovinski situaciji, v nekem specifičnem političnem trenutku povezali, da jih obravnavamo kot paket, namesto da bi jih poskušali spet analitično ločiti in
razmišljati o tem, na kakšne načine, kateri od njih so še prisotni, na kakšne načine in kako se povezujejo danes. Se pravi, mislim, da sem bil že predolg, sicer nisem sam sebe kontroliral, ampak bom na tej točki zaključil in prepuščam besedo še kolegu Vogrincu. Hvala za besedo. Tudi jaz ne bom govoril o tej knjigi. Moram pa reči, da sem te knjige zelo vesel. Namreč običajni uvodi v sociologijo ravnajo tako, kot da uvod v sociologijo še ni sociologija, ne? Ampak sociologija pride še pol. In če bolj, ko jih bereš, manj te mika, da bi se sociologijo ukvarjal. Medtem, ko če vzameš v roke tole knjigo, ne, se loti sociologije na ta način, da sociološko razmišlja. In to je uvod. Ni možen uvod v sociologijo, ki ne bi hkrati že bil sociologija, ne? To je recimo temu Heglovski, hkrati pa bi rekel, ne, pristopa Adorna. No, na moje prispevek se bo ukvarjal pravzaprav z kulturnimi študiji bolj kot z Adornom. Kar me zanima, je ta fenomen, da kulturni študiji reagirajo na Adornovo teorijo z odporom. Zanima me pač ta topika tega kraja, kje se to zgodi, kako se to zgodi. Najprej pa moramo se razumeti glede terminov. V slovenščini danes sta sinonima kulturologija in cultural studies. Zakaj? Zato, ker so se nekdani cultural studies, ki nastanejo tako recimo v 70. letih in se potem utrdijo v Angliji v akademiji v 80. Potem se pa integrirajo v 90. letih prejšnjega stoletja v akademsko delitev dela in ta kulturologija, ti cultural studies so nekakšno sinkretično, transdisciplinarno raziskovanje česarkoli, kar je mogoče razglasiti za kulturo. To raziskovanje ima par prepoznavnih lastnosti, prizadeva se biti empirično, kvalitativno, napaja se pri tradicijah, ki izhajajo iz literarne in filmske teorije in razumejo področje svojega raziskovanja kot označevalne prakse, ali pa jaz bi glede na to, kaj pomeni meaning v angleščini, rekel, da so to pomenotvorne prakse. Svojo metodologijo pa si sposojajo pri etnologiji in se s teksti kot svojim raziskovalnim predmetom ukvarjajo najrajši tako, da se s potrošniki sodobne popularne kulture in širše s potrošniki blaga pogovarjajo kot z ustvarjalci pomenov lastnega vsakdanjega življenja. To bi bila ta moj opis tega, kaj je kulturologija danes, je seveda subjektiven in ne čisto brez zlobe, ali pa mogoče ne gre toliko za zlobo. Gre za to, da me pač dejansko iritira, kako je kulturologija izgubila začetni raziskovalni zagon in teoretsko inovativnost izpred 40-45 let. Kljub temu, da so v njej danes pač obvezne deklaracije o politični korektnosti stališča vsake posamezne študije, pa je domet te politične korektnosti navdušenje nad neskončno sposobnostjo potrošnikov in potrošnic, da si priskrbijo tista ugodja, za katera potem raziskovalcem in raziskovalkam prisegajo, da so jih deležni. V času nastanka v Birminghamu v začetku 70. let in pa v nekaterih podružnicah takratne britanske različice Univerze za odrasle Open University so bile ambicije cultural studies, kot jih bom imenoval, da to razločimo od tega, kar imamo danes, so bile te ambicije teoretsko bolj zahtevne in epistemološko bolj natančne. Uporabiti pojmovni aparat kritične teorije družbe, psihoanalize in semioloških pristopov literarne, filmske in drugih teorij k analizi tekstov za določen namen. Za natančnejše razumevanje tega, kako se skozi prakse vsakdanjega življenja utrjujejo navade in prepričanja, ki ohranjajo hegemonijo kapitala, z namenom, da bi te prakse predrugačili in se tej hegemoniji uprli, skozi dolgi kulturni boj v civilni družbi ali, če vam je ljubši Althusserjev termin, v ideoloških aparatih države, zato da se transformira
kulturo v, recimo temu, demokratično hegemonijo delovnih ljudi. Na začetku Cultural Studies je bil epistemološki prelom. Ta prelom je bil po mojem nujno potreben in je bil takrat tudi ploden. Šele takrat so Screen in drugi časopisi za humanistiko in kulturo, ki so širše sodili k novi levici v Britaniji, so bili dediči pretežno do takrat neteoretske ali pa antiteoretske tradicije britanskega raziskovanja, ki se je samo sebe smatralo za empirično v družboslovni in humanistiki. Prelom je bil Cultural Studies v tem, da so absorbirali hkrati kritično teorijo družbe s prenovljenim filozofskim, neekonomskim Marxom in s teorijo, ki so je takrat poenostavljeno rekli francoska teorija, strukturalizem, in je v različnih dozah pri različnih piscih zajemala Althusserja, Foucaulta, Derridaja, Lacana in pa Christeo in druge pisce okoli revije Telkel. Prvotne teoretske ambicije Cultural Studies izhajajo, to moramo vedeti, iz politične in teoretske samorefleksije, za katero je bil nujen uvoz kontinentalne teorije. In ta zahtevna prtljaga je zahtevala novo teoretsko utemeljitev lastnega dela. Se pravi predvsem to, da je lastno delo treba teoretsko utemeljevati in v tem okviru tudi zahteval po samorazjasnitvi. Se pravi obračun, razmejitev znotraj tega, kaj sprejemamo, kaj zavračamo v tej teoriji, ki smo jo pravkar en blok z velikimi, bi rekel, v veliki količini zajeli. In v tem so nekateri teoretiki odnesli bolje, drugi slabše. Althusser je recimo deloval na specifičen način kot pot do Gramscija, do neke specifične ideje o hegemoniji. Derrida je recimo pri Stuartu Hallu, glavnem birminghamskem teoretiku, precej bolje odnesel od Lacana. Prav tako pa jo na drugi strani Adorno pri utemeljitelju medijskih študij v Birminghamu, Davidu Morleyju, odnese bistveno slabše, kakor jo pa odnese recimo v Cultural Studies nasploh Walter Benjamin. Zakaj se obešam na trenutek recepcije teorije? Zato, ker je ta začetek bil hkrati tudi konec teorije Cultural Studies, kakor se je oblikovala v 70-ih letih in se potem razširila. Zakaj? Kar je ostalo teoretsko neprebavljeno v tisti teoriji takrat, je v akademsko uveljavljeni kulturologiji ostalo neprebavljeno do danes. Citirajo se isti začetni teksti 70-ih let, Halla, Morleya in tako dalje, in iste neumnosti, ki so jih takrat lahko prebrali, berete danes. Najbolj teoretsko neprebavljena sta na eni strani Lacan, na drugi Adorno. Za recepcijo Adorna je tako recimo odločilno mesto, ki mu ga je Morley odkazal, in bistveno v tej recepciji je, da je Adorno pri njem vržen v isti koš z ameriško empirično sociologijo, natančneje s communication research, kakršna se je izoblikovala pod metodološkim vplivom in bi rekel te teorij propagande in ameriške sociologije v 20. in 30. letih in potem je dobila pač neko dodatno formo, končno formo recimo pod metodološkim vplivom, ki je prišel iz Evrope, predvsem pola Felixa Lazarsfelda v 30. in 40. letih. Kar napravi Morley je to, da naprti Adorno krivdo za tako imenovano teorijo narkotika oziroma teorijo injekcijske igle. S tem slabšalnim nazivom je mišljeno teoretsko stališče, da je vpliv dominantnih medijev na njihovo publiko hkrati avtomatičen, v smislu, kdor je redno izpostavljen mediju, mu bo že zaradi tega verjel, in ta vpliv je razumljen tudi kot neposredno zavajajoč. Odvisnost potrošnikov od medija, upravljavcem medija omogoča, da upravljajo s potrošniki v skladu z lastnimi interesi na škodo publike, ki se ne zaveda, kaj se ji dogaja. To je torej stališče, ki se prvič pripisuje Adornu, drugič Adornu se pripisuje, da je to stališče dominantno v sociologiji uveljavil.
Na tem mestu me ne zanima toliko, ali ta obdolžitev drži, seveda je toliko absurdna, da ne drži, pač me bolj zanima, čemu je služila v Morljevi razmejitvi in v doktrini kulturnih študijev ta razmejitev, da potem to idejo, da je Adornova teorija medijev teorija narkotika, da se že 40 let ponavlja. Jaz sem že pred časom pač v knjigi o televizijskem gledalcu pred dobrimi 20 leti pokazal, da je bila ta ideja, da mediji avtomatično prepriča ljudi v premem sorazmerju z izpostavljenostjo njegovim sporočilom, da je bila to prepričanje bolj ali manj samoumevno podmena celotne ameriške sociologije pragmatične med obema vojnama, tako Parka in Cooleyja kot sociologov, kot recimo tehnokratskih propagandistov, naprimer Lippmana, Bernesa in tako naprej. Skratka, ta ideja je bila povsem sprijeta in je bila tudi uporabljena zelo močno za recimo merjenje odmevnosti, za recimo javnomnenjske raziskave. In kar je Lazarsfeld s svojimi metodološkimi iznajdbami napravil, je, da je niansiral pristope raziskovalcev javnega mnenja. Adorno, ki je deloma tudi sodeloval, recimo Lazarsfeldom, je poskušal pokazati, da prenašanje, kot bi rekli v sodobnejšem jeziku, da prenašanje formalističnih vzorcev standardizacije v kapitalistično produkcijo kulture otežuje ali onemogoča obstoj umetnosti, ki bi omogočala formiranje kritičnega odnosa do načina življenja v potrošniškem kapitalizmu in da izrablja psihološke mehanizme, globinske psihološke mehanizme, kot jih še razume Adorno, za slepitev ljudi glede zadovoljevanja njihovih potreb. Hallovo in Morljevo stališče glede tega, v čem je teoretski preboj medijskih študijev v primerjavi s prejšnjo sociologijo, lahko povzamemo pa takole. Cultural studies raziskujejo dejanske pomenotvorne prakse, se pravi, kako recimo delavci v neki soseski razumejo recimo sporočilo televizijskih poročil. Zakaj interpretirajo dogajanje lahko tudi drugače od tega, kar bi si bil želel medij sam od njih. Etnografske mikroraziskave pač potrjujejo, da pri razlagi ljudje niso odvisni le od miselnih okvirov, izrecno ali implicitno vsebovani v sporočilih medija, ampak imajo recimo temu alternativne in avtonomne vire informacij in prepričanj, ki jih nahajajo v lastnem življenjskem svetu, v svojih navadah, vednosti, ideologijah. Kaj bi naj bil potem takem teoretski in zato v perspektivi tudi politični dobitek ideološke avtonomije potrošnikov, če smem tako reči? Teoretski dokaz, da se potrošniki lahko uprejo ideologiji, ki se jim vsiljuje, in da je torej načelno mogoče zlomiti veljavno kulturno hegemonijo. To je bil zastavek recimo Hallovega branja poročil. Zdaj, kakšna je posledica za recepcijo Adorna v Cultural Studies to, kar se mu učita? Poenostavljeno, ljudje niso odvisniki. Adornova teorija je elitistična, ker je prav to njena podmena. Zato ni uporabna za kulturne študije in jo treba zavreči. Zdaj, da je bil Adorno kulturni elitist, seveda ni mogoče zanikati. Ni maral džeza, Hollywooda in tako naprej, ni gledal televizije. Problem z recepcijo Adorna v Cultural Studies je tako neposredno povezan, da je zanikal vsakršno vrednost tisti vsakdanji kulturi, ki so jo britanski teoretiki Cultural Studies jemali za svojo. Še več, filmi, rock glasba, trde detektivke so bile za generacijo humanistov in družboslovcev, ki se je oblikovala recimo konec 60-ih pa v 70-ih letih, to je bila njihova lastna kultura. Urbana kultura, pazite, v kateri pa so ravno našli obilo opore za upiranje hegemoniji. Povedano drugače, neadekvatnost Adornovega odnosa do te kulture so izkušali. Nasprotje v okusu je bilo tolikšno, da Adornu kratko malo niso zaupali. Poudarimo namreč, da so se imeli začetniki Cultural Studies za kritične teoretike družbe v tem občem pomenu, nadaljevalcev intelektualnih usmeritev, katerih družbeni cilj je bil socialističen boj, recimo zoper hegemonijo v kulturi. Z tega stališča je Morljeva ukrivitev prav Adorna
za avtorja doktrine narkotika simptom. Zakaj? Ker je taka doktrina že bila popularna pri levih in desnih pastirjih družbe davno preden je prišel Adorno na dan. Pripisati to teorijo narkotika teoretiku, ki je pravzaprav kontra kapitalu na naši strani, če govorim stališča Cultural Studies v 70 letih, v 80 letih, se pravi zahtevati naj Adorna ne beremo. Ker se ne splača, ker pripoveduje traparije. Kako pa vemo, da so traparije? Če ima Adorno prav glede filma jazza, recimo Hollywooda, smo prav mi tisti, na katere leti njegov očitek, mi pa vendar vemo, da nismo odvisniki. Užaljeni smo, če nas ima kdo za take. Skozi Morlija in še koga si torej Cultural Studies prisvojijo zastavo dejansko kritične teorije kulture. Se pravi take, ki ne gleda na ljudi zviška, marveč izhajajoč iz lastne zajetosti v protislovja te kulture, jemlje predmete svojega zanimanja kot enakopravne sogovornike, ki bojo sami povedali, kako uporabljajo blago, sami povedali, kako trošijo, sami povedali, katera zadovoljstva in pomene irreduktibilne na naklepe kulturne industrije znajo posesati iz tega, kar kupujejo in trošijo. Seveda obstajajo, lahko bi iskali in našli obilo empirično-socioloških in historičnih razlogov za ta nesporazum med Cultural Studies in kritično teorijo. Se pravi, ne samo z Adornom, tudi s Marcusejem, Horkheimerjem, Löwentalom in še kom, najmanj z Benjaminom. Cultural Studies se oblikujejo ob koncu ali pa tik pred koncem neke dolge konjunkture, kjer je mlada generacija številčno močna, dobro izobražena, zrasla v obdobju potrošniškega buma, če tudi je bila nemara iz delavskih vrst. Kot najjasneje pokaže mogoče Raymond Williams, je bil konsens navadnih ljudi v Britaniji, da so pridobitve, ki so jih deležni, nekaj, kar je treba politično braniti in kar je treba socialno in kulturno razvijati. Popularna kultura, povezana z zahtevo, povezana z mirovnim gibanjem takrat, z odporom proti vietnamski vojni in tako dalje, z uporom generacijskim proti blokovski konfrontaciji, je bila povezana z zahtevo po nezatrtem ugodju, kar je veliko bolj videti recimo iz popularnosti Marcuseja v študentskem gibanju, kot pa iz Adornove teorije. Adorno vemo, da je prišel konflikt s študentskim gibanjem. Skratka, urbana kultura je bila dojeta kot zakoreninjena v vsakdanjem življenju nasproti aristokratski kulturi, ki so jo gojile britanske elite. Tako da pač je recimo to nasprotje delovalo kot recimo boj zoper kulturno hegemonijo. Ključna Adornova dela na drugi strani, in Adorno je bil nedvomno največji teoretik umetnosti in kulture v kritični teoriji družbe, pa zaznamuje ne samo izkušnja zloma levice, vzpona nacifašizma in po vojni potem medblokovske konfrontacije kot obojestranske religije tehnološkega razvoja na obeh straneh, tako imenovane železne zavese, in odpor Adornov do teh družbenih trendov, pač pa v tem kontekstu tudi za nazadovanje avtonomije umetnosti in njenega kritičnega, ali pa če hočete Jamesonovski poudarek, nazadovanje utopičnega potencijala umetnosti. Frankfurtska šola je v 20. in 30. letih zmogla razviti kritično mišljenje, onkraj omejitev partijnosti pa naj je bila ta komunistična ali socialdemokratska, razvila pa se je v emigraciji med vojno na robu akademije. Na drugi strani pa imate v Britaniji relativno dolgo avtonomijo delavskih, socialnih in kulturnih ustanov, ki je bila po vojni zelo trdna. Celo prostorske pridobitve ste imeli, kot so bile solidno grajene, socialno integrirane stanovanjske soseske, ki so jih potem s privatizacijo načrtno sesule konzervativne in laboristične vlade Margaret Thatcher, Johna Majorja, Tonyja Blaira. In ta avtonomija je bila bolj socialna in kulturna, kakor politična. In ta avtonomija je bila temelj samozaupanja, ki ga na primer Hall zajame v ideji o načelni sposobnosti prejemnikov dominantnih medijskih sporočil, da se uprejo hegemonemu razumevanju, ki jim ga vsiljujejo.
V ZDA iz številnih razlogov ni obstajala kakšna kolikor toliko enotna delavska subkultura, kolikor pa take subkulture v množini so obstajale, so bile pretežno lokalne, z drugačnim dometom in drugačno in bolj omejeno funkcijo, kakor v Veliki Britaniji, predvsem pa so bile veliko šibkejše v odnosu do kapitala, vloženega v industrializirano kulturno produkcijo. Poenostavljeno lahko tako rečemo, da so bralci kritičnih teorij družbe na prehodu iz 60. v 70. leta v Veliki Britaniji črpali svojo moč za spopadanje s hegemonijo iz urbane popularne kulture, ki je v veliki meri prihajala iz ZDA, torej prav iz tistega, kar je Adorno razglašal za nič vredno. Čas pa je, da svojo poanto povem direktno. Zavračanje Adorna strani Cultural Studies je teoretsko neprebavljeno. Adornova teorija je za Morleya nesprejemljiva, ker jo zavrača na eksistencialni ravni. Za analizo kulturnih bojev znotraj britanske popularne kulture pač ne more uporabiti teoretika, ki zavrne v enem kosu celotno področje temeljnih identifikacij mladih, ki so zrasli ob jazzu, rocku in Hollywoodu. In pazimo, ki so v tej urbani kulturi našli artikulirane strukture občutenja, ki so jim dale moč, da dojamejo notranjo protislovnost te kulture in družbe, da se lotijo kot področje kulturnih bojev. Vprašanje seveda je, zakaj pa je treba Adorna teoretsko prebaviti. In mislim, da je to ključno, da je to da pač ne napredujemo, ne moramo napredovati v kulturologiji, če tega ne naredimo. Zato, ker bistveno v njegovi teoriji pač ni, da mu hollywoodski filmi in jazz niso bili všeč. Ključni so razlogi, zakaj se je loteval kulturne industrije tako, kot se je. To pa je vprašanje, ki se mu Cultural Studies izmikajo na številne in zelo domiselne načine. Keith Negus, na primer, v Production of Culture razume Adornovo teorijo kot makroteorijo o strukturi kulture, medtem ko naj bi Cultural Studies z mikropristopom bili konkretnejši. Skratka, to bi bil nivo, na katerem se splošne ideje o kulturi potrdi in ovrže. In seveda implicitno Adorna ovrže. Bolj popularno je stališče, ki v kulturni teoriji družbe najde dobrega Walterja Benjamina nasproti slabemu Adornu. Zakaj dobrega? Zato, ker se Benjaminu prepiše benevolentno pozitivno stališče do popularne kulture. Pogoj, da se to naredi tako enostavno, seveda najprej je spet to, da se Adornu prepiše nasprotno, povsem negativno stališče. Skratka, Adorno igra tako nasploh vlogo, ki mu jo pripiše Morley. Scela naj bi zavrnili Adornovo teorijo, ker da z doktrino narkotika onemogoča misliti avtonomijo ljudi pri odločanju, pri določanju pomena, ki ga s svojimi praksami, recepcije, besedila pa čem drugim dajejo temu, kar jim kulturna industrija ponuja v trošenje. Dejstvo je, da Adorno zares ni proučeval tistega, čemur se danes reče kreativne industrije, kar je eufemizem, ki po mojem ni sprejemljiv, da jih ni namreč raziskoval kot konkretne oblike družbene produkcije in reprodukcije v pomenu politične ekonomije in njene kritike, namreč v pomenu panog, ki imajo konkretno mesto v akumulaciji in reprodukciji kapitala družbenega. Pri njem je kulturna industrija metafora. Njegova dialektika je improvizirana, če sem zloben, če sem zloben, je Adornova dialektika veliko bliže jazzu in drugim oblikam improvizirane glasbe, kot pa bodisi Marxovi, bodisi Heglovi dialektiki v tem polnem sistematičnem smislu. Odlično se bere, polno je skrivih domislic, tu pa tam kakšen neverjetno vpogled, vmes pa so prav tako totalni flopi, banalnosti, povsem neupravičene redukcije ali pa kratko malo empirična snov, katere zgodovinski trenutek je minil in si nihče več ne prizadeva, da bi jo dešifriral. Ampak Cultural Studies se večinoma scela upirajo teoriji v tem, kar Adorno reče. Zanje je s tem, ko mu pripiše očitek narkotika, Adorno dismissed. Deloma je to posledica prevladujočega empirizma v britanski teoretski tradiciji. In glede tega Cultural Studies padejo pod raven svojih začetkov in pod raven kulturne teorije družbe, kolikor je ta še brala poleg Marxa nemško klasično filozofijo. V tem smislu je žal večina teoretske produkcije kulturologije predkritična.
v filozofskem smislu. In to se vidi na vsakem koraku empiričnih analiz recepcije kot neupoštevanje posredovanosti spontanih stališč, ki jih pripisujejo svojim informatorjem, tem, ki jim pripovedujejo, kako gledajo filme, kako berejo televizijo, kako nakupujejo, visijo na družabnih omrežjih. V splošnem se publiki, torej potrošnikom, verjame na besedo. Vzemimo kar problem odtujitve. Tendenca, ki ni samo njihova, ampak najdete presenetljivo tako stališče celo pri tako prodornem analitiku prostorske razsežnosti kapitalizma, kot je David Harvey občasno. Se pravi, tendenca je, da ljudi vprašate, ali so zadovoljni s tem, kar dobijo, ali se počutijo potrjeni v pripadnostih, kateri se priznavajo. Če da, potem je to znamenje njihove neodtujenosti. Okej, ampak od česa so v tem primeru neodtujeni? Samo od neke ideološke pozicije ali ekonomske vloge, v kateri se prepoznavajo kot deležni ugodja, ki ga povsem v skladu z mestom, ki jim je odkazano, pričakujejo in mislijo, da ga dobivajo. Če kaj, je prav to specifična oblika odtujenosti sodobnega potrošnika. Ne gre za to, da ne bi se sramoval, da troši blago. Gre za vprašanje, ki je bilo v temeljih cultural studies kot kritične teorije družbe. Vprašanje, ali kultura, ki jo trošimo, pomaga, da se zavemo njenih protislovij, da se borimo proti hegemoniji, da se prizadevamo za avtonomijo reprodukcije lastnih življenjskih pogojev. V vsakem primeru gre za to, da ne bi se pa zavedli družbene posredovanosti lastne pozicije in lastnih stališč. Na znanstvenih konferencah namesto tega kulturologi radi deklarativno navajajo svojo domnevno politično pozicijo. Če ste na primer afroameriška lezbijka iz Hondurasa, vam to prinese avtomatične točke v primerjavi s tem, da ste recimo beli Evropejci, ne? In po možnosti še srednjega razreda, pa moškega spola vsekakor, ne? Da sploh ne omenjamo recimo spolne usmerjenosti. Takšne deklarativne samooznake ravno niso družbena zavest v posredovanosti lastnega stališča, pač pa so oportunistična raba simbolnega kapitala. Za ustrezno zavest o posredovanosti lastnega stališča lahko velja le oblika zavesti, ki je reflektirana glede na konkretna družbena razmerja hegemonije in si prizadeva na ta razmerja učinkovati transformativno. Prav zato je potrebna teorija, kakršna je poskušala biti tudi Adornova. Namreč teorija, ki se nepopustljivo ukvarja s procesi posredovanja v družbi. Historično-materialistična teorija kulture zato potrebuje Adornovo teorijo. In sicer, ko govorimo o Adornovi teoriji, ne govorim o tem, kaj je mislil o tej ali pa oni zadevi, ampak o ravni njegove problematike, posredovanja in o nekaterih ključnih miselnih postopkih, ki jih uporablja. Pozornost na detajl. Naprimer, stališče, da je nasproti resnici celoti kot laž in tako naprej. V svojih boljših trenutkih na tak način posredovanja, skozi katera trošimo kulturo, bereta recimo Jameson, Žižek, in da ne bom navajal samo filozofov, ki so se formirali skozi branje Adorna, bi rekel, da obstaja seveda tudi drugi načini, kako v drugih disciplinah z drugimi teoretskimi usmeritvami vendarle lahko mislimo to teoretsko posredovanost stališč v kulturi. Imate Bahtina, imate recimo Mašreja, da recimo enega plodnega Altiserjanca omenimo, imate Močnika, imate Moretija in tako naprej, da ne bomo šli dalje. Toliko. Hvala. Vi, Primož, ko ste prej govorili o sporu med Popperjem in Adornom, nekje sem bral ali slišal, ne vem, obstaja ena anekdota, kako sta se ona dva v eni točki prav gadno sprla, ko je Adorno njemu povedal, da ga spominja na otroka, ki se drži maminega krila, medtem ko razlaga o metodologiji družboslovnega raziskovanja. Kje je to bilo? A je to bilo predavanje? A je to sploh bilo? Ali znate karkoli v zvezi s tem? Mislim, pravi tem točki spora. V teh predavanjih tega ni bilo, pa tudi v drugih tekstih Adornovih o sociologiji raziskovanja in metodi, ki sem jih bral, je pa res, da sem jaz to bral zelo enostransko, nisem niti bral
odgovorov, ker me niti ni zanimalo toliko njuno razmerje, ampak v bistvu čisto razmerje med Adornom pa sociologijo, je pa ta gospod, ki se je precej podrobno ukvarjal s tem sporom o pozitivizmu, je moral, zato ker je trenutno v Nemčiji odpovedati svoj nastop, bi bil pa verjetno veliko boljši naslov. Po občutku bi rekel, ne zdi se mi, da bi Adorno pisal ta tip anekdota ali pa jih omenjal v predavanjih, ker so te transkripcije so precej natančne, se pravi, so narejene po posnetkih, ne po zapiskih, ampak še ena velika prednost, tudi, ker v tej knjigi spoznamo Adorna kot predavatelja, tako da absolutno ne govori nobenih anekdot, tako da to je recimo čisto stališča pedagoškega pristopa zelo, se mi zdi, pozitivno in osvežujoče. Ne vem pa, kje bi to lahko bilo, res preveč vprašate, mislim, kje bi bilo lahko to dokumentirano. Mislim, mogoče v kakšni od številnih spremnih besed k temu sporu o pozitivizmu, ker je imel cel zbornik, veliko izdaj v različnih jezikih, ampak to malo na pamet govorim. Ne vem, kdo iz publike to ve. Ali pa Andrej Lukšič bi to vedel, on je doktoriral ali kako že iz tega, tako da mogoče ve tudi anekdot. Samo vprašal, prej ste omenili nediskurzivnost kot eno glavnih značilnosti tako fašistične kot sodobne propagande. Pa me zanima, če bi lahko sam dal kakšne primere diskurzivne propagande. Pa mislim, da katerakoli od recimo teh starejših oblik, ampak recimo dobro vprašanje, ker je potem vprašanje, če se uporablja diskurs na način, kot ga Adorno uporablja, v smislu, ker on očita fašistični propagandi nediskurzivna zato, ker ne temelji na zakonih ali pa načelih argumentacije, navajanja k zaključku prepričevanja in tako naprej. Se pravi, ima nekoliko ožjo definicijo diskurza, kot bi bila recimo čisto neutralno lingvistična, ker bi rekli vsaka uporaba, praktična uporaba jezika. Tako da recimo, če to upoštevamo, potem je vsaka propaganda, ker že po definiciji krši načela argumentacije in prepričevanja, v bistvu nediskurzivna, tako da bi pa težko rekli, da je kakšna diskurzivna. Ampak recimo, če pa vzamemo, če nismo toliko strogi, pa če rečemo, obstajajo oblike političnega prepričevanja, nekatere malo bolj, nekatere malo manj argumentirane, ampak kjer je primaren recimo tekst, glas, govor, jezik, je pa to po moje celotna zgodovina zgodnjega novega veka ali pa recimo ta nekje od 17. stoletja naprej, takrat je primarni medij, ravno tekst, jezik, diskurs, se pravi za vse od recimo danes bi rekli bolj propagandističnih pamfletov, recimo v času ali pa tik pred francosko revolucijo, kot če se ne motim, to me bo kolega Vogrinc popravil, mislim, da takrat izumijo besedo pamflet, ali je to že prej, za te letake, recimo bolj, ko bi rekel, na čustva učinkujoče ali pa strasti zbujajoče. Mislim, da je celo to neko obdobje med recimo 17. še bolj poudarjeno 18. stoletjem, se pravi z uvedbo obveznega državnega šolstva, pa nekje do srede 20. stoletja je čas, ki je propaganda v nekem zelo ohlapnem pomenu pretežno diskurzivna, predvsem v obliki teksta. Potem zanimivost fašizma pa izuma radija je, da spet postanejo oralne tehnike pomembnejše, ampak potem zelo hiter, potem s televizijo in še bolj z računalniki potem postanejo vizualne ali pa grafično-animacijske pomembnejše. Hvala. Tako da to je to, zaključujem in želim lep preostanek večera.